27. junij 2013 v popoldanskem času si bodo še posebej zapomnili domačini zaradi otvoritve obnovljene lokalne ceste Orehova vas–Dolga Gora, ki je v svoji vsebini združila kar 3 občine: Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Dovolite mi, da ob tej priložnosti na tromeji naših občin v naši sredini najtopleje pozdravim župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija. Župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Predstavnika občine Šmarje pri Jelšah, gospoda Petra Planinška. Predsednika krajevne skupnosti Dolga Gora, gospoda Franca Erzenaka. Predstavnika izvajalca del, gospoda Emila Grobelnika. Predstavnika gradbenega nadzora, gospoda Matjaža Mernika. Še prav poseben pozdrav pa seveda velja vsem vam, spoštovani domačini in dragi gostje, ki ste s svojo prisotnostjo počastili današnji slavnostni trenutek. Dobrodošli. Še en dogodek na infrastrukturnem področju in modernizaciji lokalnih cest je popestrilo kulturno-umetniško društvo Trta Dolga Gora z venčkom otroških gorenjskih plesov in glasbo. Za pričetek obnove tega cestnega odseka ima zagotovo največjo zaslugo krajevna skupnost Dolga Gora, ki je v sodelovanju z občinami že leta 2007 pričela aktivnosti v smeri modernizacije. Od lanskega junija pa do letošnjega aprila so bila dela uspešno zaključena na konjiški in na šentjurski strani, medtem ko je šmarska občina s svojimi deli zaključila že prej. Tako so dobili na novo skupaj 1050 metrov asfaltirane ceste, razširjeno vozišče z obojestranskimi bankinami, urejeno pa je tudi odvodnjavanje ceste. Dovolite mi, da vas na kratko prav lepo pozdravim tu na tej tromeji, čeprav, kakor vem, smo trenutno v občini Šentjur. Dan so te meje zelo aktualne, kajti zdaj nekako občine, kakor vemo, nekako združujejo ali razčlenjujejo, tako da moramo biti na to kaj spozorni, so se tudi pomenili, malce v šali seveda. No, tako kot je bilo že omenjeno, tale cesta, dokončanje te ceste je seveda dokaz tega, da občine med sabo znamo dobro sodelovati in da smo na nek način tudi prišli do zaključka, kajti sporazum smo podpisali, mislim, da je bilo februarja 2012, se pravi malce več kot lansko leto, izpod 1 leto nazaj. Potem je že bilo povedano tudi, da izvajalec je dela opravil in zaključil v letošnjem aprilu, tako da bi mu tudi z tega mesta izrekel vse pohvale in čestitke za dobro izvedeno delo. Konkretna investicija je bila za obe občini skupaj malce manj kot 190 000 evrov. Tu je nekje, bom rekel, številka za občino Šentjur ali pa za Slovenske Konjice nekje skoraj na polovici, tako da tudi v tem konkretnem finančnem delu smo zelo dobro sodelovali. No, ta sporazum je seveda poleg finančnega vložka tudi razdelil, bom rekel, teritorij kot takšen, tako da bilo je na nek način od faze A do faze F in v teh okvirih smo se pač znajdli posamezne občine in tudi svoje delo na nek način sfinancirali. No, kar se tiče občine Šentjur, mogoče bi bilo potrebno dodati samo še to, da to je na nek način v tem mandatnem obdobju že druga cesta, ki je na nek način na robu občine, da se tako izrazim. Prva, ki je bila narejena lansko leto, je bila Mrzlo polje Visoče, to je na planinskem koncu, kjer mimo z občino Laško. Potem ta odsek na nek način drugi in v naslednjem letu nas čaka še eno mejni odsek, da se tako izrazim, to je odsek Virštan-Žamer, to je pa meja z občino Podčetrtek, ki ga bomo tudi, če bo vse posreči, drugo leto tudi odprli in na nek način zadevo zaključili. To govorim predvsem zaradi tega, da
povem, da smo z sosednjimi občinami v dobrem odnosu in da ni nam prioriteta samo center, tako kot mogoče kdaj domisli, in da rek daleč od srca, daleč od oči za nas niti približno ne velja. S temi našimi investicijami posegamo praktično vse krajevne skupnosti in mislim, da je krajevna skupnost Dolga Gora ena izmed tistih, ki ima glede na, bom rekel, specifično težo tudi relativno zelo veliko investicijskih sredstev. Skratka, jaz bi vam čestital vsem skupaj ob tej otvoritvi, seveda vi uporabniki ste tisti, za katerih smo tudi to cesto naredili. Želim vam seveda srečno vožnjo po tej cesti. Lepo pozdravljeni tudi v mojem in pa v imenu vseh občank in občanov občine Slovenske Konjice na tem dogodku, ki ima prav poseben pomen. Že kolega Diaci je omenil, da občina praznuje svoj občinski praznik to nedeljo, pa vendar mi praznujemo 14 dni in v sklopu tega praznovanja se je zvrstilo kar nekaj podobnih dogodkov, nekaj odprtij, novih pridobitev, pa vendarle, kot sem rekel, ta je posebnega pomena, kajti to je projekt, ki povezuje več krajev in celo 3 občine, jaz se ne spomnim v teh mojih 7 letih, da bi odpirali na meji ali pa projekt je skupen kar 3 občinam. Po drugi strani, ko pogledam vašega neumornega predsednika Sveta krajevne skupnosti Dolga Gora, Francija Arzenaka, kar ne morem verjeti, da je leto 2007 se pisalo, ko smo se prvič usedli in se pogovarjali o tej cesti. Pa vendar, bilo je potrebno se lotiti tako, kot se danes stvarem streže. Od geodetske odmere do priprave projekta, podpisa sporazuma, na koncu koncev tudi podpisa pogodbe, zagotovitve gradbenega nadzora, da danes je cesta takšna, kot je, da bo služila dolgo vrsto let vsem nam, ki se tukaj vozimo, v prvi vrsti pa seveda vsem vam, ki živite v teh krajih, da bodo takole mladi, kot so danes, še dolgo vrsto let tudi zaplesali v teh krajih, da bodo z veseljem, ko bodo odrasli, ostali tukaj, da ne bodo pobegnili nekam drugam. Moja iskrena želja je, da naj ne bo na tej cesti nobene nesreče in da vedno povezuje ljudi dobre volje. Vsekakor pa hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo danes tukaj. V prvi vrsti, kot sem rekel, predsedniku Sveta krajevne skupnosti Dolga Gora, Franciju Arzenaku, projektantu, predstavniku oziroma nadzorniku, izvajalcem del in pa seveda vsem vam za potrpežljivost v času izvajanja gradbenih del. So prvi koraki in paci, to laž bo navedno ti daš, življenju nam prav svetovati, le ti, draga mamica, znaš. Mamica iz srca, to voščilo naj velja, ni vesel, ni zlata, saj zato si ti mamica. Tako, mi se pa počasi približujemo tistemu sklepnemu dejanju, ko bomo uradno otvorili obnovljeni odsek lokalne ceste Orehova vas Dolga Gora in jo predali njenemu namenu. Še predtem pa k besedi vabim predsednika krajevne skupnosti Dolga Gora, pobudnika tega projekta in domačina, gospoda Franca Arzenaka. V glavnem povedal, sta že tako oba, vsak svoje, trajala ta zadeva 5-6 let. Res ni bilo luštno, ker smo se veliko pogovarjali, na vse zadnji je dober spadl. Upam, da še to ni konc tega projekta. Sicer zdaj mirno ne vidim, ker pač njega več ne tangiram, ampak gledam pa našega župana, ki še bo pa nekaj imel besede pri tej zadevi. Ker zelo nerodno bi bilo, ko bo, če bi bilo jutro v Slovenskih novicah, da bi pisali not pri vračanju svečanosti na gori so se pri sestopu zgoraj ponesrečili, da bi pa malo čudno izgledali. Glede na to, kakšna cesta je,
Jaz mislim, da se vsi strinjamo, da je življenjskega pomena za ta konc tu gor na tem hribu in da bomo z skupnimi močmi zmogli to zadevo, ker tudi krajevna skupnost se je odrekla svojemu finančnemu delu, ki bi pač lahko šel za druge ceste, pa bomo namenili v to zadevo. Ne. Jaz mislim, da bo to šlo skozi in da bomo jesen, če lahko enkrat nam otvoritev naredili, pa malo nižji dol, ne, da bo res, bolj smo pa res z užitkom pelali z vrh hriba v dolino. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Novi izzivi so očitno še pred nami, ampak danes se veselimo že doseženih, zato nam sedaj preostane le še prerez traku, k kateremu v tem trenutku vabim magistra Marka Diacija, župana občine Šentjur, gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Petra Planinška, predstavnika občine Šmarje pri Jelšah, ter gospoda Franca Arzenaka, predsednika krajevne skupnosti Dolga Gora.